Samo glasovanje je pokazalo, da je šlo v bistvu za dogovor, iz katerega so izpadli mali delničarji. Jaz sem opozoril na skupščini na to, da so prav mali delničarji tisti, ki so v primeru Istrabenza in podobnih primerih ravno tisti, ki tudi najkrajšo potegnajo, lahko najbolj oškodovani. Opozoril na to, da absolutno predlog, kot je bil podan, ne vključuje interesov malih delničarjev in ne omogoča njihove participacije ne pri nadzoru, ne pri zaščiti njihovih interesov in odpira se seveda vprašanje njihove naložbe, zato je to slaba popotnica in zaskrbljujoča zadeva tudi za prihodna dogajanja. Mislim seveda, da je to, kar smo danes lahko spremljali na Istrabenzu, povezano seveda tudi s tem, kar se nam obeta na Petrolu. Nas je razveselilo danes, da sicer tam nadzorni svet predlagal in upošteval, sledil našemu predlogu, da je dr. Mejaka tudi vključil v predlog nadzornega sveta, vendar to, čemu smo priča potem takole na skupščinah, seveda ne predstavlja in ne daje nekega pravega upanja v to, da so se stvari pri nas in zrelost akterjev do te mere spremenile navkljub zelo slabim in zaskrbljujočim rezultatom in okoliščinam, da bi upoštevali to, kaj pomenijo mali delničarji, kako pomembni so za lastniško strukturo, kaj v njej predstavljajo, da je to v bistvu v teh časih edini dejavnik stabilnosti pri vprašanju cene delnic in ne nazadnje kapitala podjetij, da je v smislu prihodnosti več kot 600 tisoč malih delničarjev je še vedno v Sloveniji, to tisti signal, ki še dodatno vzpodbuja zaskrbljenost. Seveda se bo naše združenje trudilo vnaprej. Naj še enkrat poudarim, da seveda v primerih, ko se zavzemamo za to, da bi v nadzornih svetih bil predstavnik lastniške strukture malih delničarjev, to ne pomeni nikakršnega privilegija ali želje, da bi kdorkoli iz združenja participiral pri kakršnihkoli bonitetah, kot se pogosto meni iz tega naslova. Posebej v Istrabenzu je jasno, da gre za zelo veliko odgovornost in za zelo problematične okoliščine, tako da to je pač tisto, kar mi kompetentno moramo poseči in seveda v smislu zaščite interesov malih delničarjev si bomo v tej smeri prizadevali tudi v prihodnje. Prepričan sem, da slej ko prej se bo izkazalo, da se bo tudi ta kmet malih delničarjev spremenil v kraljico in da bomo uspeli ne samo v primeru nadzornih svetov, pač pa tudi sicer doseči to, kar je v urejenih ekonomijah normalno in standard. Torej, da tudi ta del, pomemben del lastniške strukture participira pri soupravljanju družb, pri njihovem nadzoru in da imajo tudi mali delničarji in investitorji možnost vplivati na perspektivo svoje naložbe. Kako komentirate samo nepreglednost poslovanja v Istrabenzu? To težko komentiram, vsekakor pa bi bila seveda to prioritetna naloga, vkolikor bi bil izvoljen v nadzorni svet, bi se tega podstopil nemudoma, tako da tako z distance ocenjevati in soditi o tem bi bilo neodgovorno. Današnja skupščina Istrabenza je pravzaprav eno veliko razočaranje. Predstavniki malih delničarjev smo prišli za pooblastili 260 delničarjev, misleč, da bo naš kandidat izvoljen v nadzorni svet, kot je bilo na nek način neformalno tudi dano do znanja. No, ko se skupščina odpre, pride nekdo drug s predlogom neko osebo, ki ne bi bila predstavnik malih delničarjev. Nobenega dokaza o tem ni, nobenih papirjev ni, samo stališče, da je on predstavnik malih delničarjev. In predsednik skupščine, ne oziraje se na proteste nas, ki smo zastopili malih delničarjev, to ignorira in da na glasovanje in tako mali delničarji ostanejo brez svojega predstavnika, čeprav so dobili 260 podpisov za to. Skratka, razočaranje je. Nekaj se mora pri tem spremeniti, kajti če bomo tako nadaljevali, potem nima smisla, da govorimo o demokraciji, o nekih pravicah malih delničarjev, pa še vedno vlada kapital, ki diktira in na nek način definitivno arogantno doseže svoje namene. Dr. Mejak, ste kot predstavnik malih delničarjev danes tudi strani nadzornega sveta Petrola predlagani v izvolitev v skupščini. Kako to komentirate? Nekaj sem slišal, ne vem, kaj bo s tem, bomo videli.